Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji. Biti kristjan pomeni biti aktivni državljan. Vera je lahko zasebna stvar, ker je individualna milost. Živeti po veri pa ne pomeni izključevanja vernika iz družbe, ampak njegova stalna prisotnost v njej. Cilj kristjanov ni oblast, ampak takšno življenje na zemlji, ki omogoča izpolnjevanje Božjih zapovedi. Že pri stvarjenju sveta najdemo naročilo, napolnita zemljo in si jo podvrzita. To se pravi, naj si človek podredi stvarstvo. Seveda odgovorno do njega, ker je stvarstvo Božje delo. Več ljudi na svetu, zapletenejši so odnosi med njimi in seveda zapletenejši so odnosi tudi do narave, teže je izpolnjevati Božje zapovedi. Kristjani nimamo svojega ekonomskega nauka, imamo pa socialni nauk, ki mora biti nad njim. Ni družba zaradi ekonomije, ampak je ekonomija zaradi družbe. V nedeljo smo slišali pri berilu, učitelj, katera je največja zapoved v postavi. Odgovorjeno mu je bilo, ljubi Gospoda, svoje Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki. Zapoved, po kateri se moramo kristjani ravnati v družbi, je ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Spoštovani, nismo se tu zbrali zato, da bi obnavljali osnovo veruka in obnavljali nedeljsko Božjo besedo. Na gornje misli sem spomnil samo zato, ker moramo, če smo res kristjani, krščanski nauk imati resno in odgovorno, ne le zasebno, kar ni težko, ampak tudi javno, kar je bistveno težje. Še zlasti v teh časih, ko naša država doživlja težko moralno in ekonomsko krizo, ko imamo občutek, da nam nekateri želijo ukrasti državo oziroma družbo. Pred nami so trenutki, ko se bomo morali kot državljani in Slovenci izjasniti o naši prihodnosti. Pri iskanju odločitve, izboru poti in oseb, ki nas bodo v njo vodile, pa moramo izhajati iz našega krščanskega prepričanja. To ni klerikalizem, ker ne želimo spraviti na oblast duhovnikov, to ni zahteva po konfesionalni državi rekatolizaciji, ker je vera milost, to je zgolj soustvarjene možnosti ali bolje izpolnjevanje dolžnosti, da bomo v svobodni in demokratični družbi lahko uresničevali tisto, na čemer sloni vsa postava in preroki, skratka naše versko prepričanje in delovanje. Kaj je temeljna naloga slovenskega kristjana v tem času? Ker imamo svobodno voljo, hkrati pa verske dolžnosti, mora biti naša temeljna naloga soustvarjati tako družbo, kjer je človek najvišja vrednota, da je vsak vreden enakega spoštovanja, da življenje nobenega ni last drugega človeka. Le tako bomo lahko ustvarili demokracijo, ki bo presegla periodično glasovanje, ki ne bo posredna. Le tako bomo stalno soudeleženi pri oblasti in živeli v neposredni demokraciji. Temeljni problem Slovenije je, da živi več kot 200 000 naših sodržavljanov pod uradnim pragom revščine. V tej situaciji ne smemo slovenski kristjani delovati več samo karitativno, ampak moramo začeti spreminjati obstoječe razmere. To pa bomo storili tako, da bomo podprli tiste, ki dajejo, če vzamem kitajski pregovor, ljudem ribe in jim hkrati omogočajo ribolov, da se sami preživljajo. Ostanki totalitarizma v slovenski družbi so še izjemno močni, niso pa usodni za našo prihodnost. Ni v nevarnosti vera, v nevarnosti je slovenski človek kot tak, veren in neveren. V teh dneh se nam ponujajo ljudje, ki bi nas v imenu svetle prihodnosti, znan izrek iz preteklosti, znova radi prinesli okoli za naše življenje, ki je neponovljivo. Pri nas ni kriza zaradi delavcev in upokojencev, ampak zaradi slabega vodenja podjetij in države. Nepoštenost in neodgovornost se skrivajo za zahtevami po zmanjšanju delavskih pravic, plač in pokojnin. Ker nimajo argumentov, bi radi odpravili temeljni inštitut demokracije, to je referendum. Hočejo dokazati, da je problematična v tej državi ljudska volja. Zakaj pa potem imamo državo, ki ne bi bila demokratična? Slovenija ni v tako slabi ekonomski in moralni koži zaradi demokracije in strankarstva, ampak slabih menedžerjev,
ki zase zahtevajo ne le brezpogojno spoštovanje, to ste zdaj lahko slišali na Brdu, ampak celo evropske plače, delavcem pa bi zmanjšali še minimalne. Delavci bi zmanjšali že tako majhne pravice, poslabšali delovno zakonodajo, sami pa bi si v individualnih pogodbah zagotovili veliko odpravnine. Državo in njene strukture bi odpravili, še prej pa jim naj da ta država, ki jo ne potrebujejo, milijardna posojila, ki jih seveda ne bodo nikoli vrnili. Nikoli in nikjer ni država vzdrževala gospodarstva, ampak je bilo gospodarstvo podrejeno državi in njenim ljudem. Kdor tega ne razume, ne posega v politiko in gospodarstvo. Menedžer, ki ni sposoben zagotoviti človeka dostojne plače, ampak misli, da je plačni minimum največ, kar lahko delavec dobi, nima v gospodarstvu kaj iskati. Ko kupujemo bencin, plačujemo elektriko in druge življenjske stroške, ne barantamo, ampak plačamo. Le delovska plača naj ne bo zagotovljena, ampak naj ima značaj menedžerjeve milosti. Enako velja za pokojnine. Gospodarska zbornica Slovenije naj se ukvarja z gospodarstvom, ne pa s politiko, zlasti ne socialno, ker je po svoji naravi njena smrtna sovražnica. Slovenija ne potrebuje novih obrazov, volkov v ovčji koži, ki se nam ponujajo, ampak moralo, znanje in odgovornost, ker ne obstoji več moral, ne več resnic, ne obstoji tudi različne oblike poštenja. Spoštovati je treba človeka in njegovo življenje. S tem slovenski kristjani stojimo in pademo. Ne zahtevajmo delu čast in oblast, ampak spoštovanje vsakega človeka in zakonodaje. Vse mora biti v službi človeka in državljana, od tistega najnižjega navzgor. Nismo mi zaradi bank, ekonomije, menedžerji in vsega tistega, kar nam ponuja liberalna ekonomija kot odrešitev. Ustvarimo svet v skladu z resničnimi krščanskimi vrednotami. Začnimo pri sebi že ob volitvah in ne bodimo farizeji. Ne sprejemajmo danajskih darov, ne hrepenimo po egiptovskih loncih mesa.